Veste, včeraj sem srečala Nežo. Vas zanima, o čem sva se pogovarjali? Še prej pa zapojmo pesem za Aliso. A dežuje? Neža, zdravo, kako si? Dolgo se že nisva videli. Zdravo, Meta. Res je. Dobro sem. Pa ti? Tudi dobro. Odkot pa prihajaš? Ravno sem bila v knjižnici. Moram se učiti za kontrolno nalogo. Kako si pridna. Ja, trenutno imam veliko testov v šoli. Včasih bi si želela, da bi imela posebno moč, da bi obvladala vse predmete in se mi ne bi bilo potrebno učiti. Potem bi vedela več kot tvoji učitelji. A veš, da poznam resnično zgodbo o otroku, ki je vedel več kot njegovi učitelji? Čakaj, kako to misliš? Da bi otrok vedel več? Ja, imel je več znanja in modrosti kot oni. Kdo pa je to bil? Jezus. On je imel več znanja kot učitelji v templju, imenovani rabini. Oni so zelo dobro poznali Sveto pismo in so bili učitelji postave. To je zakon, katerega so se Judje strogo držali in je zelo pomemben v njihovi kulturi, ter za njih predstavlja temelj Svetega pisma. Rabini so poučevali ljudi. Wow, zanimivo. Povej mi še kaj več. Tako je bilo. Marija in Jožef sta bila skupaj z Jezusom v Jeruzalemu za praznik Pashe. To je najpomembnejši judovski praznik, ki ga Judje praznujejo v Jeruzalemu. Zato so se na ta praznik vsi odpravili v Jeruzalem. Jezus je bil takrat star 12 let. 12? To je toliko, kot sem jaz. No, vidiš, kakšno naključje. Ja, res. In kaj je bilo potem? Po prazničnih dnevih so se vračali nazaj domov iz Jeruzalema v Nazaret. Vračali so se v potujoči družbi, imenovani karavani. To je bila skupina sorodnikov in znancev. Potovali so skupaj, ker je bilo tako bolj varno. Čez nekaj časa, nekje po 30 kilometrih, sta Jožef in Marija opazila, da Jezusa ni med njimi. Kaj? Šele takrat? Ja, kje pa je bil Jezus? Nista vedela. Zelo sta se prestrašila in ga najprej iskala med sorodniki in znanci. Ker ga nista našla, sta prepotovala celo pot nazaj do Jeruzalema. In tam sta zaskrbljena 3 dni iskala Jezusa. In končno sta ga našla, v templju.
V templju? Ja, v templju. Tempelj je bilo središče praznovanja praznika Pashe. Na tem kraju so tudi slavili Boga. Lahko si predstavljaš, kako jima je odleglo, ko sta ga zagledala. Si mislim. Saj bi vendar vsak starš bil zelo zaskrbljen, če ne bi vedel, kje je njegov otrok. Ampak kako to, da Jezus ni ubogal svojih staršev, da se jima je skril in pobegnil? Pa celo 3 dni sta ga iskala. No, veš, tukaj ni bilo čisto tako. Jezus je bil poseben otrok, ker je Božji sin in odrešenik. Njegov oče je nebeški Bog in Jezus je imel z njim poseben odnos in je v vsem izpolnjeval njegovo voljo in načrt, zato je odšel v tempelj. Ne zato, da bi nagajal Mariji in Jožefu. Jezus je poznal in poslušal voljo svojega nebeškega očeta, zato je tudi ostal v templju. Zdaj razumem. In kaj je potem sledilo? Marija in Jožef sta torej zagledala Jezusa v templju. Zagledala sta ga, kako sedi med učitelji, posluša in sprašuje. Jezus je učiteljem tudi razlagal in vsi učitelji so bili navdušeni nad tem, kako Jezus veliko ve in nad njegovimi odgovori. Jezus se je z učitelji pogovarjal o postavi, o zgodovini Božjega ljudstva, o namenu praznika Pashe in podobnih stvareh. Jezusove besede so kazale na to, kako dobro pozna Boga, svojega očeta. Jožef in Marija sta bila presenečena, ko sta Jezusa našla na tem mestu. Vprašala sta ga, zakaj jima je to storil, in mu povedala, kako sta ga prestrašena iskala. Jezus jima je rekel: kako to, da ste me iskala? Nista vedela, da moram izpolnjevati voljo svojega očeta in sem zato tukaj v Božji hiši. A ga nista razumela. Jezus ju je ubogal in se z njima vrnil v Nazaret. Marija pa si je vse, kar se je zgodilo, zelo dobro zapomnila, saj jo je presenetila Jezusova modrost in razumnost. Jezus pa je še naprej napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Kako zanimivo! Hvala, da si mi povedala to resnično zgodbo. Ta Jezus je bil res neverjeten. In on še vedno živi, kaj ne? Tako je, zdaj živi pri svojem nebeškem očetu, nebesih in nam pripravlja prostor za vse, ki ga sprejmejo v srce in mu priznajo svoje grehe. In Jezus je še vedno vsemogočen in tako neverjeten. Ne samo, da je moder in razumen, on je naš najboljši zdravnik. On lahko zdravi čisto vsako bolezen in on ima zelo rad čisto vsakega človeka. Tako zelo, da je umrl na križu za nas in na 3. dan vstal. On si želi biti naš najboljši prijatelj, zato si želi, da ga sprejmemo v svoje srce in on bo vedno z nami, kjerkoli smo, tudi ko nam je težko. Wow, Meta! Hvala, da si mi to povedala. Saj sem že slišala o Jezusu, a nihče mi ni povedal toliko o njem kot ti. Nisem vedela, da me ima tako zelo rad in da želi biti moj najboljši prijatelj. Tudi jaz ga želim sprejeti v svoje srce. Super, Neža, se bova skupaj pomolili. Če si tudi ti želiš, da Jezus postane tvoj najboljši prijatelj, moli skupaj z nama. Dragi Jezus, želim si, da postaneš moj najboljši prijatelj in želim postati tvoj otrok. Prosim, oprosti moje grehe in pridi v moje srce. Hvala, da me tako zelo ljubiš. Odlično, res sem vesela zate, Neža. Tudi jaz sem zelo vesela, da sem postala Božji otrok. Jezus je res čudovit prijatelj. Res je. In če želiš še več izvedeti o njem,
se nam naslednjič spet pridruži. Se vidimo! Se vidimo!